Spoštovane, spoštovani, pozdravljeni v novi epizodi oddaje Potencial moje mladosti, kjer odkrivamo potenciale številnih mladih ljudi ali ljudi, ki delajo z mladostniki. Tako da danes mi je še posebno čast, da vam lahko predstavim Filipa Matka. Filip Matko, član Management Group Association. Filip, pozdravljen. Lep pozdrav, Damjan. Jaz sem iskreno počaščen, da si me povabil v oddajo. Zdaj moram priznati, da ponavadi sem jaz navajen biti v tvoji vlogi in mi je tole čisto neka nova izkušnja. Tako da hvala, ker si me povabil v oddajo. V prvi vrsti hvala tebi, ker si se odzval. Vem, da imaš super busy schedule, sploh te dni. Sploh glede na to, kar bomo danes vedeli, tudi jaz neke nove stvari, čeprav te spremljam recimo tudi na LinkedInu, o katerem verjamem, da bo tudi kaj spregovorila, se odlično osebno znamčiš. Tako, kot si rekel, tvoja naravna rola, tvoj naravni habitat je pravzaprav na drugi strani mikrofona, da tako rečem, intervjuiraš. Ampak do tega še prideva. Daj začeti na začetku. Pravzaprav, kdo je Filip Matko? Kaj je tvoje ozadje? Zdaj, če bi to v bistvu nekako najtežje vprašanje, ki si mi ga lahko postaviš recimo pri teh letih, pa bi mož tako odgovoril, se pravi, na dva dela, osebnostno pa recimo poslovno. Zdaj, osebnostno bi zase rekel, da sem zelo ekstravertirana oseba, zelo rad se povezujem, spoznavam nove ljudi in najbolje se počutim v družbi posameznikov, ki nekako delijo z mano neko isto mišljenje in pa v bistvu, ki so mogoče nek tak ambiciozni pristop pri njih omogoča, da tudi jaz sam rastem. Zdaj pa na drugi strani, če damo pa ta poslovni vidik, je pa v bistvu, tukaj moram biti iskren, sem še na čisto popolnem začetku svoje kariere, saj šele zaključujem študij, zato sem še zaenkrat študent. V bistvu mi je pa cilj nekako, poleg tega, da osebnostno se mi zelo s tem poklaplja, kot sem rekel, spoznati čim več ljudi, se pomrežiti in pa seveda nekako cilj mi je, da probam čim bolj uspešno pot ustvariti na poslovni karieri. No, Filip, ampak zdi se mi, da si vseeno malenkostno skromen, bi človek rekel takole, ko te opazuje, da si res ogromno tega že dosegel, in bi rekel, si v številnih različnih organizacijah, med drugim in predvsem tudi v Management Group Association, sliši se tudi tako zelo sofisticirano, je tudi potem slovenska različica tega. A bi nam povedal majčkeno več o vašem delovanju, kaj sploh je bistvo delovanja vaše organizacije pravzaprav? Ja, z največjim veseljem, v bistvu slovenska različica, zdaj, ko si omenil, je Združenje Management Group. Moram se pohvaliti, da ravno zdaj novembra v 2024 smo praznovali 30 let združenja. Tako da nazadnje, ko smo bili na tem druženju, vsako leto izvedemo eno druženje z našimi alumni, se pravi bivšimi člani, ki so bili člani tega združenja, so se nekateri že pohecali, da v bistvu že dlje obstajamo kot katerokoli podjetje, od katero podjetje recimo. Zdaj glavni čar oziroma glavna naloga tega združenja je, da v bistvu omogočamo študentom iz različnih fakultet, da v bistvu nekako preizkusijo svoje znanje, zgradijo svoje veščine v času študija. Zelo smo povezani oziroma cilj nam je, da v bistvu nekako povezujemo teorijo s prakso in tako omogočamo vsem našim članom, da v bistvu na različnih projektih, ki jih organiziramo, se preizkusijo v različnih oddelkih. Ti oddelki so recimo marketing, finance, partnerstva, tako da lahko spoznajo en tak celoten nabor v bistvu enih takih veščin, ki jih mogoče slišijo v teoriji na fakulteti, potem pa se v praksi v bistvu lahko potestirajo. Sliši se fantastično pravzaprav, ravno to se nam zdi nam manjka sploh v Sloveniji, te aplikacije iz teorije v prakso še v teh letih mogoče, ko bi to potrebovali, da potem priješ tudi bolj nekako confident na trg dela in tako naprej, opremljen že z nekimi veščinami. A bi mogoče podal kakšen tak konkreten primer dobre prakse ali pa z neko podjetje, s katerim dobro sodelujete ali pa kaj takega? Z veseljem. Mogoče primer dobre prakse je, da opažam, ker zdaj sem že v tistem delu, ko bom počasi izstopil iz tega združenja, ker sem moje študijsko življenje obdobje. Si že senior pravzaprav. Tako, sem že senior v bistvu in opažam, lahko rečem, pri kolegih, ki so se mogoče nam pridružili kakšno leto pa 2 leti nazaj, ker vsako leto naredimo, mi imenujemo to rekrutacijski postopek, vsako leto nove člane grejo čez nek tak postopek, da vidimo, če v bistvu imajo res željo in da imajo interes, da bodo z nami sodelovali, ker nam je cilj seveda, da pač odpeljemo to združenje, kar se da čim dlje. V bistvu, kako se v bistvu kaže v našem združenju, recimo
imamo eno osebo, pa bom zdaj rekel fiktivno ime, Janez v bistvu pride, zelo težko mu je javno nastopanje, oziroma izziv mu že predstavlja, da predstavi samo svojima dvema kolegoma nekaj na glas. Potem pa mine kakšno leto, preizkusi se v različnih projektih v našem združenju in v bistvu na koncu je že on sam tisti, ki vabi nove člane in izvaja javne predstavitve pred večjimi publikami. To je en tak mogoče res najbolj aplikativen primer, ki ga lahko povem. Super, res, slišite dobro. Mimo grede ta strah pred javnim nastopanjem in ta neka nerodnost je zelo pogosta. To ni le Janez tak, ki ni vešč tega. To se mi zdi zelo dobra praksa. Ok, zdaj si kar precej povedal o samem združenju, organizaciji. Kaj pa konkretno tvoja vloga znotraj nje? Ja, moja vloga v bistvu, mi imamo tako razdeljeno, se pravi, imamo neke statične vloge, ker so združenje deljeno na oddelke. Imamo 4 oddelke, zdaj jaz sem v oddelku marketinga. Že od samega začetka ni bil to moj glavni cilj, ker pa v združenju sem se jaz pridružil primarno, da spoznam nove ljudi, mogoče navežem kontakte s podjetji in seveda nekako po naključju se je znašel, sem bil v oddelku marketinga, v katerem sem še danes. Tako da, ko smo mi na oddelčni ravni, se pravi na ravni združenja, skrbim za recimo LinkedIn, je moje področje, malo v bistvu objav in pa teh social media stvari, Potem pa omogočamo, ko pa izvajamo projekte, je pa za vsako projektno skupino in za vsak projekt je pa razdeljeno, tako da nekdo, ki je v oddelku, recimo kot jaz, marketinga, lahko gre na projekt v oddelek finance. To pomeni, da v bistvu lahko rotiraš in spoznaš različne aspekte. Recimo pri projektih sem pa jaz večinoma deloval v partnerstvih, odnosih s podjetji, kjer sem večinoma izvajal, se pravi, od prvega kontakta, predstavitve, ponudbe, podpisa pogodbe, ker nekako me je v bistvu najbolj driva, da v bistvu nekako s tem buildam tudi svoje kompetence, veščine nastopanja, spoznaš nove ljudi, navežeš stike s podjetji in se mi zdi to ena taka ključna stvar, vsaj zame, ki sem jaz videl, da lahko jo pridobim z delovanjem na projektih. Odlično, zelo proaktivno se sliši. Ampak glede na povedano bi rekel, da si veliko več kot le, bi rekel, da imaš marketinško rolo znotraj organizacije. Prej bi rekel neke vrste business developer, marketing, prodaja, razvoj posla, kontakti, negovanje tudi nekako odnosov. Zdaj, ko so pa ravno pri teh odnosih in prej si omenil tudi LinkedIn, pa veva, da je to meni ljuba platforma, da sem tam tako rečeno avtohtona vrsta. Kako pa ti gledaš recimo na eno tako platformo, kot je LinkedIn? Zdi se mi zelo pomembno poudariti, da je mogoče med mladimi ali pa mlajšo populacijo še vedno malo narobe percepirana, razumljena. Primer bom dal. Zadnjič sem imel ravno eno delavnico z eno uspešnim podjetjem v retail segmentu in tam so bile pač tudi nekaj mogoče malo mlajši člani v marketingu. In nekako percepcija je bila najprej bolj defenzivno naravnana, češ LinkedIn, to je bolj neka taka konzervativna platforma in tako naprej. No, skozi proces so pa zdaj čisto navdušeni in objavljajo redno 2-krat, 3-krat tedensko. Kako ti to doživljaš in kako recimo ti gradiš odnose in svojo osebno blagovno znamko pravzaprav? V bistvu zdaj, če najprej odgovorim na ta prvi del, kako v bistvu mladi spoznavajo oziroma razumejo ta LinkedIn, je čist različno. V prvi točki se moramo najprej osredotočiti, da če vprašamo tiste, ki LinkedIna nimajo, pa zakaj ga nimajo, vsi rečejo, to je pa v bistvu samega sebe v superlativih hvališ, recimo, da če imaš samo SP, v bistvu si pa napišeš, da si co-founder in pa CEO. To so ti, ki nimajo LinkedIna. V bistvu tisti, ki pa imajo LinkedIn, pa jaz mislim, da že razumejo oziroma kako pomemben je ta socialna platforma za grajenje osebne blagovne znamke, ker mi se moramo zavedati, da živimo v svetu, kjer je digitalna sledljivost oziroma puščanje nekaj digitalnega pečata zelo pomembno in pa tudi nismo tukaj omejeni, kako se predstavimo. Se pravi, jaz mislim, da lahko tukaj naredimo eno eksponentno rast, če se pravilno pozicioniramo. Tako da, če vprašam te, ki že imajo LinkedIn, v bistvu vidijo en potencial. Je pa res, da se LinkedIn to hitro spreminja, tudi zase vidim, ko veliko stvari testiram, da ni v bistvu nekega recepta, da če so bile, ne vem, takšne vrste objav in opisov do zdaj aktualne in so dosegale ne vem kakšne super dosege, tako se to zdaj spreminja z različnimi videi, tudi LinkedIn mogoče malo
kopira ostalo mreže z temi reel variantami. Tako da jaz mislim, da je tukaj zelo veliko potencijala. Je pa res na vsakem posamezniku posebej, da ta potencijal prepozna zase. Se pravi, mi dva nismo iste stvari, ne moramo istih stvari objavljati, lahko delujemo v isti branži, ampak mogoče moja zgodba popolnoma drugačna od tvoje. In jaz mislim res, da je zelo pomembno, da se mi identificiramo najprej sami sabo, potem pa v bistvu kreiramo to aplikacijo na LinkedIn, če smo že na tem in da smo avtentični. Tako, predvsem avtentičnost. Mislim, da je to super izhodišče za nadaljevanje najnega super pogovora, takoj po kratkem oglasnem insertu se vidimo. Dobrodošli nazaj ponovno v oddaji Potencial moje mladosti. S Filipom nadaljuje super zanimiv in dinamičen pogovor. Evo, Filip, končala sva o tej neki avtentičnosti, ne, v kontekstu sicer osebnega znamčenja, ampak kako se ti zdi pomembno biti danes avtentičen v življenju pa v poslu nasploh? Se ti zdi to neka prednost ali je dobro, da nosimo neke maske v poslu? Kaj bi to recimo mladim? V bistvu zdaj vprašanje, ali moramo biti avtentični, jaz bi rekel ja. Ne bi se pa strinjal, Moje mnenje je, da če poznamo tisto, da mi smo za družino smo drugačni, kot smo za kolege, pa za znance smo tudi drugačni, kot smo za dobre prijatelje. Jaz bi rekel, da mora biti ta avtentičen, dober balans med temi okolji, v katerih se gibamo, ker ne moramo biti v službenem okolju enaki, kot smo doma. Ista verzija sebe. Tako. To se mi zdi pomembno, vsekakor moraš biti pa ti. Najboljše je, da se ne skrivaš, da si iskren in pa odgovoren, ker pač to sta mislim, da ključni stvari, ki jih moraš imeti in pač z njima delovati ne samo v poslovnem svetu, ampak tudi v osebnem življenju. Wow, odlično vodilo. Mislim, da tole bi mogel res slišati čisto vsak mladi v Sloveniji. To je moje mnenje. Si zelo lepo povzel. Hvala. Če greva naprej, ena zelo pomemben projekt za vas je pa projekt tako imenovani Business Hive, ne? Da nam povem malo več o tem, ozadje, kako se je začel in kaj je poanta samega projekta. Tako, to je res en tak najbolj pomemben projekt našega združenja, imenuje se Business Hive. Kot sem že ko sem ti že predstavil to off camera, v bistvu je tekmovanje v reševanju poslovnih izzivov, namenjeno predvsem študentom. In zdaj, če je oddaja z naslovom Potencial moje mladosti, no tukaj pa mi probamo kreirati oziroma, da ti mladi svoj potencial probajo razviti na reševanju poslovnih izzivov. Zdaj, kako ta projekt izgleda, v bistvu zdaj, če nam najprej sliko, kako iz našega vidika, iz vidika organizatorja to izgleda, ta projekt mi planiramo oziroma organiziramo 8 mesecev. Se pravi, z organizacijo začnemo nekje konec septembra, začetku oktobra. Dogodek se v živo izvaja potem v mesecu marcu. Traja 3 dni, bruto 72 ur, se pravi petek, sobota in nedelja. Glavni koncept je pa v bistvu, oziroma glavna miselnost tega projekta pa je, da v bistvu nekako na eni strani povežemo podjetja z mladimi, mlade pa s podjetji. Zdaj še enkrat iz našega vidika kot organizator v bistvu tudi priložnost, kot sva že prej veliko povedala, da v bistvu naši člani se preizkusijo v organizacijskih vlogah, da se postavi vse od marketinške strategije, financ, da se povezuje s podjetji, da se uskladijo vse pogodbene obveznosti. Potem pa tudi na samem dogodku, ki se izvaja v živo, se lahko preizkusijo seveda potem v samem mreženju, povezovanju. Zdaj pa, če greva mi prav na stran recimo tekmovalcev in pa podjetij, ko se dogaja dogodek v živo, se pravi, podjetja pridejo v petek, naredimo eno tako prijetno uvodno slovesnost, kot se za vsak poslovni dogodek to spodobi. Podjetja najprej na kratko predstavijo, kaj bo njihov izziv, iz katerega segmenta. Potem pa tekmovalci imajo čas, da izberejo podjetje, pri katerem bi radi reševali izziv, in kasneje v bistvu sledi še ena takšna bolj detaljna predstavitev izziva, prav posebej za tiste ekipe, ki so se odločile za sodelovanje tem izzivu. Potem v bistvu v soboto nekako potekajo in taki krajši mentorski posveti, se pravi, ekipe imajo možnost, da se sestanejo z predstavniki podjetij, da v bistvu nekako skupaj malo pogledajo, kaj so uspeli v tem enem dnevu oziroma 24 urah
recimo pomisliti, kako v bistvu bi zapeljali ta izziv oziroma ta rešitev, ki bojo jo ponudili za izziv. Potem po nedeljo seveda, to je pa v bistvu dan D, vse ekipe imajo predstavitev, kratek pitch, takšen pitch, kot v bistvu je po standardih za recimo nek elevator pitch, v bistvu predstavijo svoje rešitve podjetjem, kaj so uspeli narediti v 3 dneh in potem na koncu v bistvu naredimo eno zaključno slovesnost, kjer podjetja izberejo zmagovalno ekipo, podelijo denarno nagrado in pa seveda ta zmagovalna ekipa dobi tudi referenčno pismo, kar bo potem tisti korak v bistvu, da podjetja dobijo celotno ekipo in pa mogoče te 4 tekmovalce, ker so v ekipah po 4, povabijo tudi mogoče za nekdaj bodočo zaposlitev. Wow, tako, čisto na kratko recimo. Se je tudi v praksi to že zgodilo recimo? Ja, se je že zgodilo, da ker zdaj projekt se izvaja že 15 let, se pravi 2025 marca bo že 15. izvedba, tako da imamo kar že neko kilometrino, naredili smo si nekaj rezume in ko smo v kontaktih z bivšimi podjetji, ki so z nama sodelovali, v bistvu so povedali, da so mogoče enega, dva, celo ekipo, ki je zmagala izziv, zaposlili ali pa tudi ne, da so v bistvu zaposlili, prepoznali potencial tudi v vseh nekaterih izmed tekmovalcev, ki mogoče niso sodelovali na njihovem projektu, ker mi tukaj ne želimo podjetja omejevati, da lahko samo med svojimi tekmovalci izbira, lahko izbira med vsemi. Če se s kom dobro razumeš, se spoznaš na dogodku, se mogoče začutite, da bi lahko bil primeren, ima podjetje popolnoma vse možnosti, da ga kontaktira in pač se mogoče razvije v njihovega bodočega zaposlenega. Odlično. Prav poleg vseh ostalih nekih benefitov, ki si jih že naštel, dejansko kot nek matchmaking tudi med nekimi talenti, zagnanimi, ambicioznimi in podjetji, ki iščejo nove talente pravzaprav. Tako je v bistvu, ker to so nekako 3 ključni stebri, ki smo jih mi prepoznali v vseh teh letih organizacije, da imajo podjetja ponavadi težave z prepoznavanjem ambicioznih talentov. Zdaj generacija Z, ki bo stopila počasi na trg, mogoče je malce strah v očeh podjetja, kaj v bistvu bo prinesla. Je to tudi eden in pa na drugi strani imajo pa mladostniki problem s prepoznavanjem dobrih podjetij, ker so mogoče, kot so prej rekla, vgradni osebne blagovne znamke na online platformah malce slabši in jih v bistvu mlade mogoče ne prepoznajo kot zelo potencialna podjetja, kjer bi se lahko zaposlili, ne pa pomeni, da so to podjetja, ki je bila slaba. Torej neadekvatno, temu rečemo danes employer branding, znamčenje delodajalca, ne vejo pravzaprav, kako bi začeli, čeprav mogoče vlada dobro vzdušje in dobri nameni. Zdaj o generaciji Z, ki si jo izpostavil, bova še govorila v zadnjem delu, mogoče zaokroživa pred reklamnim insertom, še glede samega dogodka. Mogoče me samo zanima, koliko je dejansko interesa med mladimi na eni strani, pa koliko na drugi strani med podjetji, pa kako jih privabite k tem projektu vedno znova. Predstavljate, da imate tudi neke dolgoletne stalne podpornike. Ja, res je. Zdaj mogoče prej nisem omenil, na dogodku sodeluje 5 podjetij, to je 5 priznanih slovenskih, tudi multinacionalnih podjetij in pa poprečno 250 udeležencev. Tako da interes je, čeprav trend opažamo dejansko, da se je nekje 2 leti nazaj malo obrnilo. Včasih smo imeli težave z pridobivanjem podjetij in pa ful navala s strani tekmovalcev, se pravi študentov. Zdaj pa se ta trend obrača v to, da imamo ful navala iz strani podjetij, pa mogoče malce težje zapolnimo ta mesta s strani študentov, kar pa ne pomeni v bistvu, da študenti ne bi želeli tekmovati, ampak opažamo, da je zaradi dolžine dogodka, saj traja 72 ur in pa čez vikend, to dostikrat mogoče en razlog, zakaj se nekdo ne odloči za sodelovanje. No, s tem si mi tudi odgovoril na moje podvprašanje, kje tiči ta razlog, mogoče to še nagovoriva. Zdaj pa, dragi gledalke in gledalci, nekaj reklam, potem pa se vidimo v zadnjem delu tega zanimivega pogovora s Filipom. Dobrodošli nazaj v oddaji Potencial moje mladosti in danes odkrivamo številne potenciale Filipa Matka. Filip Matko je danes z nami. Precej tem zanimivih, takšnih in drugačnih ima življenjskih, poslovnih, sva že nagovorila. Končala sva pa z nekako to generacijo, ki zdaj že počasi prihaja, oziroma pravzaprav v nekem delu je že vstopila na trg delovne sile.
Zdaj ne moramo pač mem tega, ne, da je veliko nekih takšnih in drugačnih mnenj strani starejših, pa delodajalcev glede te generacije. Ne. Zdaj mogoče nekaterih malo bolj upravičenih, drugih malo manj, ne, v smislu, da niso motivirani, niso zagnani, želeli bi vse instant uspeh, takoj, hitro, ne, pa da to ne gre, to ne gre, verjetno se oba zavedava. Ampak po drugi strani imamo pa številne res talente, zrasli so s tehnologijo, prehitevajo nas po mnogo čem, hitreje razmišljajo in celo marsikdo pravi, da so celo bolj empatični in zavedni sveta okrog sebe, kar se dejansko tudi strinjam s tem. Kaj pa ti meniš o generaciji zdaj in predvsem kako meniš, da bi se na eni strani oni mogli integrirati na trg delovne sile, pa v drugi strani predvsem na svet za izgubljene delodajalce, kako jih integrirati pa privabiti medse? V bistvu mislim, da tukaj glavni problem je, da zdaj starejše generacije podjetja sprejemajo generacijo zdaj z neko tako negativno konotacijo. Pa se ti zdi to kdaj tudi upravičeno? Mislim, lahko iz opravičljivih razlogov, ampak mislim, da noben vzorec oziroma nobeno generacijo ne smemo posplošati po vseh, ne? Ker zdaj mi govorimo tukaj v nekih ekstremih. Niso vsi recimo slabi, niso pa vsi seveda spet najboljši. Ne? Mislim, da vsaka generacija je šla čez neke podobne dele, imamo ekstrem v levo, ekstrem v desno, ne? Ampak treba gledati ta neko celotno populacijo, ki jo generacija zdaj predstavlja. Jaz mislim, da ni takih razlik od prejšnjih populacij, seveda odraščajo v času tehnologije, okolje, v katerem so bili vzgajani, neke preference, ki jih imajo, mogoče razmišljanja so seveda drugačna, ampak jaz mislim, da so vse generacije nekako podobno usmerjene. Vsi vemo, da bomo mogli iti na trg dela, vsi vemo, oziroma mislim, da vsi smo si želimo, da dobimo najboljše možno, kar je. Kar pa opažam mogoče kot razliko je, da v bistvu mladi se ne bodo več samo strinjali z vsem, ker mogoče generacije prejšnje so tudi v začetku, ko so vstopale, so želele, to vse bomo dosegli, želimo najboljše, potem pa mogoče to čez čas, ko so opazili, da ni tako lahko, kot si predstavljali, to malce izvenelo. Pri generaciji zdaj pa mislim, da v bistvu oni želijo, kot smo rekli, dosti avtentičnosti, empatičnosti, bodo pri tem vztrajali in pač imamo danes ogromne možnosti in bojo pač preprosto delodajalca zamenjali. Zdaj, kaj bi bil nasvet recimo za delodajalce? Ja, super bi bilo, če se bi želeli udeležiti Business Cafe, ena taka dobra točka. Dober začetek. Dober začetek za mogoče prepoznavanje res teh talentov in pa mogoče, da se malce usedejo nazaj, pa v bistvu ne predpostavljajo že naprej, kaj lahko pričakujejo pri generaciji, ampak v bistvu jih sprejmejo nevtralno, pa jih v bistvu z nekim dobrim pristopom, kljub temu, da se govori, da imajo manjši ta attention span, če uporabim angleško tujko, nekako jih motivira na način, da v bistvu iz njih privabijo najboljše. Tisto najboljše. Ja, mogoče bo na koncu potem boš imel priložnost še povabiti tudi uradno, da tako rečem, podjetje k sodelovanju. Se mi zdi, da je eden takih redkih projektov s tako konotacijo, ki v bistvu že 15 let dejansko, oziroma 15. leto, ne, tako na takem visokem nivoju poteka pravzaprav, ne. Si pa ti poleg tvojih številnih vlog, ki so jih danes nagovorila in človek številnih talentov, dejansko tudi, sva na začetku rekla, ponavadi na drugi strani mikrofona, ne? Kar pomeni, da ti vabiš goste in intervjuiraš, tako kot jaz tebe danes. Ne? Deva besedo dve še o tem spregovoriti. Si namreč voditelj Alumni Connect podcasta, saj sem pravilno napovedal. Pravilno si povedal. Malo mi več povej o tem, kdaj se je rodila pa ta ideja. Živimo v neki dobi, ko so podcasti pravzaprav zelo popularna stvar. Ne? So se mogoče neke 2 leti, 3 nazaj opazil sem razumeli, ne? Je bilo veliko tega, je bil nek trend, nek tak velik skok, pa mogoče pol nekako stabilizacije, trg sam izločil tiste manj kvalitetne in tisti, ki so pa kvalitetni, pa nekako nadaljujejo in so se zelo ustalili. Kako ti gledaš na podcaste in recimo, ja, malo mi povej več o gostih in o delovanju vašega in pa ciljne publike tudi. Je v bistvu, kako zdaj smo sploh prišli do tega podcasta, pa ko se že rekla, ne, da mogoče 3 leta nazaj se je začel ta velika širitev teh podcastov v Sloveniji, tudi naš podcast je bil eden izmed teh. Se pravi, Alumni Connect podcast v bistvu snemam na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Spada seveda to pod alumni Ekonomske fakultete. Naš glavni cilj je seveda, da v bistvu predstavimo uspešne zgodbe vseh naših alumnov, ki so nekoč bili
študenti na naši fakulteti, vsem našim poslušalcem. To so pa seveda tako od študenti prvega letnika pa vse do cele alumni skupnosti. Zdaj, kako sem jaz prišel do tega podcasta, čist po naključju, razlog za to je bil Management Group, ker v bistvu v prvi sezoni, ker ta podcast, v bistvu, če povem, že poteka zdaj, mislim, da že tretje leto. Okay. V prvi sezoni smo najprej ta podcast kreirali društva, združenja, ki so pač na ekonomski fakulteti. Potem pa v bistvu je prišla neka sprememba in so me pač povabili, če bi bil eden izmed voditeljev tega podcasta prav samo za Alumni Connect. Pardon, po katerem kriteriju meniš, da so ravno tebe pozvali, a si se nekako tudi sam predlagal ali zakaj so rekli ravno Filip bo vodil? Ne vem, nisem nikoli vprašal, ampak predvidevam zato, ker sem zelo odgovorna oseba, očitno sem jih tudi z svojimi gosti in odvodenimi pogovori prepričal, tako da so me pač izbrali, nikoli pa se res nisem pozanimal, zakaj sem bil ravno jaz tisti, ki sem bil izbran. Sedaj pa, če v bistvu, ko sva rekla, kakšne goste izbiram, oziroma izbiramo, jih vabimo, gosti so čist različni, tako od direktorjev, podjetnikov, mogoče financ, marketinga, nekih osebnih dobrih zgodb, ker želimo res tak celoten spekter pokriti, da v bistvu lahko vsak, ki ne glede na to, kaj študira, sliši zgodbo, kako je ena oseba, ki je tudi nekoč bila na tem študiju, prišla oziroma do te točke, v kateri je sedaj. Ta neka uspešna zgodba in pa predvsem pot, ki so jo prehodili, je v bistvu tista ključna, katero želimo ponesti med poslušalce. In verjetno ravno tudi to, da ni vse tako lepo, kot se zdi navzven, ampak je potrebno veliko tega vložiti, garati in na poti so tudi neke ovire, ki jih je treba preskočiti, da ni vse tako rožnato. To se mi zdi odlična spodbuda mladim. S tem namenom je pravzaprav nastala tudi ta oddaja, o kateri sva danes, da bi mlade spodbudili k neki proaktivnosti in jim tudi rekli, lej, je ok, da v življenju pridejo tudi neke prepreke, treba gledati pozitivno, ambiciozno, stopati v svet pogumno in svet ti bo dal tudi veliko nazaj. Tako da mogoče s tem tudi zaključiva najino današnje druženje, ki se počasi bliža h koncu. Bi te na koncu res prosil, ker imaš ogromno nekih že izkušenj, čeprav si skromen, ne praviš, da še ne toliko, da bi mladim kar povedal v kamero, torej, kaj jim svetuješ nekako na kratko v nekaj stavkih, če so na začetku neke svoje kariere ali da ima neke poslovne ambicije mogoče. Zdaj mogoče nasveta ne bi podal, ker v bistvu nisem še mogoče na tej točki, da bi podal nasvete, bom pa izrazil eno svoje mnenje. Mislim, da je za vsakega posameznika pomembno to, da v bistvu stopite iz tone obdobja, se ne preveč obremenjujete, kaj ste zamudili ali pa bi zamudili, če ne bi se odločili ene stvari poizkusiti. Napake se bodo zgodile, ampak pomembno je pot, po kateri greš in v bistvu bo te pot ti bo pokazala, ali so bile te napake res tako usodne in na koncu v bistvu ne glede na katero pot izbereš, mislim, da lahko dosežeš cilj, ki si ga zadal. Pa brez napak tudi ni napredka, ne? Tako. Filip, najlepša hvala, res mi je bilo v čast, tako da tudi. Upam, da še kdaj ponoviva. Hvala ti. Drage gledalke in gledalci, to je za tokrat vse, se spet družimo naslednji torek, ne zamudite, ker prihaja veliko dobrih, zanimivih gostov. Svidenje.